Zopet smo po dolgem času skupaj sprehodili čez najin vrt in danes smo 15. aprila, piha hladen severni veter, nočne temperature so bile v minusu, -2 stopinje Celzija, ampak škode na vrtu ni. Vseeno, kljub mrzlim temperaturam, je že skoraj cel vrt popolnoma zasajen, samo še 2 gredi sta ostali prazni. Si gremo pogledati, kaj smo že danes naredila in kakšno je stanje na vrtu. Začnemo s to gredo, kjer je sijana špinača. Setev smo direkt v gredo opravila 13. marca, v naslednji gredi je pa bil danes posajen krompir. Tale greda je klasična bob in korenje. Že skoraj 2 meseca sta ti 2 rastlini na gredi in super prestajata vse vremenske nihanja v minus in tudi v 25 stopinj Celzija, kot je bilo konec marca. Naslednja greda je pa namenjena prvotno solati spomladanski, ker smo se pa letos odločili, da želimo malo več pastinaka pa korenina peteršilja. Je tudi sadila povišana greda, ko bomo spoznali v naslednji video epizodi, pa na sprednjem delu še korenina peteršilja. Sledita 2 gredi špinače. Kdor naj že dlje časa spremlja, ve, da je za naju špinača idealen predposevek na gredah, kjer sledi glavna kultura v mesecu maju. Na moji levi je bila danes iz čebulčka presajana čebula. Naslednja greda pa je ta nova dvigena greda, še tista zadnja, ki smo jo pripravili pred parimi tedni. In v zgornjem delu raste špic zgodnje zelje, zelo gosto skupaj, ker so to bolj majhne glave. V sredinskem delu sledi še gomoljna zelena, imamo pripravljene sadike, v spodnjem delu pa je peteršilj za tisto sprotno porabo. Na moji levi in tudi greda spredaj je spet špinača, spet predposevek. Ena zanimivost je to, da je ta sejana bila nekaj dni prej in so tudi že lepše rastline, večje, ampak tudi tista, ki je bila kasneje sejana, bo nadoknadila to zelo kmalu. Ta del spredaj je pa zanimiv, je bilo drugo seme, starejše in ni kalilo, tako da še enkrat, vse, kar sejemo direktno, je fajn preveriti kalivost, preden sejemo zares na gredo. Ja. Za mano je greda, kjer so že presajene sadike čebule, ki smo si vzgojila sama iz semen. To gredo moramo danes še dokončati, še presaditi nekaj teh skupkov sadik in pa na koncu bomo dodala še par čebulčkov šalotke. Tukaj pred rastlinjakom pa je greda, kjer v zgornjem delu raste blitva. Potem tesno smo sadila ene zelo zgodnje nadzemne kolerabice. Vaš preostali del grede je pa bila danes posajena rdeča pesa. V rastlinjaku je zdajle kar malo gužva z vsemi sadikami, ki še čakajo, da dobijo svoje mesto zunaj, pa z jagodami, pa s paradižniki. Ja, paradižniki kraljujejo že počas. Tele smo že spremljali, oziroma vse paradižnike že spremljamo en čas letos z epizodami, ko mi čakamo prve pridelke, prve paradajzove solate. Kmalu dobijo tudi oporo iz vrvice. Ko so bile hladne noči, smo še dodatno pokrila, ampak vse ostalo pa po planu, tako da gremo na prve paradajzove solate. Tukaj je greda za šparglji. Šparglji so že začeli zelo lepo odganjati, ampak te minusi po noč, ki so bili in ki še bojo, jih uničijo nadzemne dele in nadzemne dele najbolj pred mrazom zaščitimo tako, da jih naberemo pa pojemo. Tiste kratke, ki še rastejo, pa kar zagrnemo s kompostom, zato da naredimo eno tako zaščito. Zraven levo je miks, skupaj rastejo jagode in pa šparglji. Dobil so eno dodatno zastirko, sveže pokošeno travo, ki smo par dni nazaj prvič kosila zelenico. Ko mi čakajo tudi te jagode zunaj, ki bodo malo bolj pozne, kot pa tiste, ki smo jih videli noter v rastlinjaku. Tudi v to gredo je danes šel krompir, čisto na vrhu je pa malo čebule, ki je tu že od oktobra. Od oktobra je tudi že česen na tej gredi, ki je zaščiten z insektno mrežo pred škodljivci. Naslednja greda zasedajo cvetače, več sort.
nekaj nadzemne kolerabice in pa od spodaj čisto malo par sadik koriandra. Greda je prazna, sledi nizek fižol, stroči konec aprila. Njena sosednja greda je pa že polna, in sicer je gor grah, 2 različni sorti, in kar kmalu bova že mogla postaviti oporo. In še na zadnji gredi bi mogla biti pa tudi špinača, ampak ker je zastrta z substratom od šampinjonov, ne moramo direktno saditi semena, tako da je pripravljena, da sredini nekje meseca maja pride gor sadike paprik. Na podaljšanem delu vrta se vsaj v zgornjem delu še ne dogaja prav veliko. Tu pridejo rože in rože rabijo kar malo več toplote, tako da konec aprila pa v mesecu maju sledijo zasaditve rož. Ta spodnji del, ki je pa namenjen za zelenjavo, smo pa bila zelo zgodnja, z veliko sadikam, predvsem s kapusnicami, in zelo na špartansko smo imela, nič koprene in veliko rastlin je propadlo, tako da tudi to je šola, tudi to je test, zato so to testne grede, in smo videli, kako ekstremna smo lahko, kako zgodnja z nekimi zasaditvami, da bo res to neka primerjalna zasaditev, bomo vse zasadila na novo kmalu. Videli smo pa že, kako pomembna je recimo koprena, in vse na vrtu, če bi v celem sprehodu smo videli vse grede odkrite, pred večerom bo nazaj vsaka greda, kjer raste zelenjava ali pa je bilo danes posajeno karkoli na gredo, spet gor koprena ali direktno prek rastlin ali pa preko lokov. Še tule, da omenim, je pa pšenica, ponavadi tu raste rž. Tisti, ki naj jo poznate, veste, da potem rž poleževa oziroma pšenico in prek rastejo buče in pa lubenice. Tole so pa grede, ki smo jih tudi že spoznavali v prejšnjih sprehodih, in sicer so to grede, ki jih ne prekopavamo, ampak hkrati jim tudi ne dajeva več gor kompostne zastirke. Zato, da imamo eno tako lepo primerjavo, kakšna je razlika na gredah s kompostno zastirko in pa brez kompostne zastirke. Večina sadik tle gor pride, tako kar imamo viška. Čist iskreno povedano, lani je bila večina čebule tle, ki je super uspevala v primerjavi z čebulo na kompostni zastirki, torej v dvigani gredi, je pa tukaj še vedno rabarbara in pa tudi hren. Prišli smo do konca našega prvega letošnjega sprehoda čez vrt obilja. Upam, da ste se imeli fino. Midva zelo uživamo v teh spomladanskih dneh, uživamo v vsej rasti rastlin, ko opazujemo, ko vsak dan paradižnik zraste, več špinače, vse bolj zeleno, tako da uživajte tudi vi v vrtnarjenju še naprej. Imamo to. Ja. Komi 2 stopinje Celzija. -2. Jaz bi to še enkrat, ne vem zakaj. Kam bo šel? Koriandra. Kaj pa kolerabica? Pred letečimi muhami. Naslednji. Letečimi muhami.